Dobar dan želim. Cestninski nadzor, vaše dokumente bi prosil, vozniško in prometno dovoljenje. Ja, gospod, ustavili smo vas, ker nimate veljavne elektronske vinjete. No, v resnici tale naš Mustang elektronsko vinjeto ima. Ampak tokrat nas je vseeno zanimalo, kako izgleda Darsov cestninski nadzor. Najprej smo uporabo slovenskih avtocest plačevali neposredno na okencih, večinoma še s slovenskimi tolarji, no in kar težko si je zamisliti, da je že 15 let od tega, odkar smo uvedli vinjeto. Nekateri so te nalepke zbirali na vetrobranskem steklu, spet drugi vestno lepili in strgali, ko jim je potekla veljavnost. Ampak dejstvo je, da so te nalepke v času, ko je število uporabnikov avtocest močno naraščalo, zelo povečale njihovo pretočnost. A tako kot je bila ta nalepljena vinjeta, lahko rečemo, analogna, je bil analogen tudi njen nadzor. In nikakor ne dvomimo, da se še spominjate Darsovih nadzornikov, ki so na avtocestnih počivališčih ali pa na avtocestnih izvozih še z daljnogledi lovili prekrškarje. Pred 2 letoma pa je Dars vinjete digitaliziral. Rodila se je torej e-vinjeta in z njo tudi digitaliziran nadzor z novimi tehnologijami. Poglejmo, kako nas te ujamejo. Zdaj stojimo, da sem z mobilno kamero vozila, snemamo na vozišče. Če se bo kršitelj peljal mimo nas, ga bo zaznal in bomo šli za njemu. Zdaj tega pa pet. Peugeot, črn. Voznik je imel se prav veljavno tedensko vinjeto, katera je že novembra potekla, 24. Slovenc, kopenska tablica. Patrulja cestninskega nadzora pa ne skenira registrskih tablic le iz zasede ob avtocesti, pač pa to počne tudi med samo vožnjo. Trenutno imamo vklopljeno sprednjo kamero, mobilno, katera bere registrske oznake vozil, ki se pelje mimo nas. In zdaj se nam tukaj izpiše registrska oznaka. Ta avto, ki je šel zdaj mimo. Lahko vidimo sliko. Dobro, ima aktivno letno 2A vinjeto. Z vozilom je vse v redu, tako da to je to. Spravi, vi se z neko konstantno hitrostjo vozite po avtocesti in... Ponovadi si na tempomatu naštimamo hitrost, ne vem, 90-100. In potem, ko se avti vozijo mimo nas, jih lepo bere in jih kontroliramo. In v primeru, da zaznate kršitev, se kaj, zapodite za njim? Se vozilo stavi, ja. Kaj pa, če je ta prehiter? Ja, zdaj imamo tudi možnost pošiljanja preko pošte. In še dokaz, da je naš Mustang res imel veljavno vinjeto. A v primeru slovenskega avtocestnega nadzora gre za optično branje znakov na registrski tablici vozila. In tu seveda tehnika ni vsemogočna, zato mora nad njo še vedno bdeti pozorno človeško oko in kot na Darsu radi rečejo sami, preverjati resnico. Z rdečo barvo nam označi potencialno kršitev, se pravi, da treba stvar preveriti. Odpremo sliko, preverimo dejansko stanje registracije. Vidimo se pravi, da v tem primeru manjka zadnja nič. Ročno popravimo. Svenimo. In vidimo, da potem vozilo dejansko ima vinjeto. Aha, to vam izpiše tukaj gor, ne? Tako. In potem tudi podatke veljavne, aktivne letne vinjete. Mi moramo, preden začnemo karkoli voditi postopek, preveriti dejansko, a je prav, a ni prav. 95% kršiteljev je tujcev in prav tem je v prvi vrsti namenjena patrulja cestninskega nadzora, ki napotke dobiva tudi od dispečerja neposredno iz operativnega centra. Center kliče Savo 115. Oni imajo tam nivo 1, ki dejansko skozi preverjajo kamere. In pol nam tukaj v nivo 2, ker je to zelo odprt, javlja potencialne kršitelje, ki jih mi lahko pol izsledimo na avtocesti in jih obravnavamo. Sava 115 na vezi. Potencialni kršitelj, napačno število osi, registrska številka Maribor, Celje, 912. Nazadnje je zaznan na portalu Kartina Domžale in gre v smeri Ljubljane. Sava 115 sprejeto. Če tujce ne ustavimo na ozemlju Republike Slovenije,
ga je v nadaljnih korakih sila težko kaznovati. Vse tretje države, ki niso članice EU in tudi nekatere članice EU ne omogočajo izmenjave podatkov o lastnikih tovornih vozil, zato iz tega naslova bo tovrsten nadzor prisoten ves čas. Pa se vrnimo v bazo, v operativni center, kjer iz zaledja posredno in neposredno spremljajo dogajanje na terenu. In takoj smo radovedno zastavili prvo vprašanje. Samo zato, da si ga vam samim ne bo treba. A se vas da v tem nadzornem centru pretentati? A se vam da izmakniti? Ja, naši uporabniki so seveda zelo inovativni, poskušajo na različne načine se izogniti plačilu cestnine v skladu z zakonom, vendar glede na to, da problematiko neplačevanja cestnine poznamo do zadnje podrobnosti, je to sila težko. Izkušnje s poskusi goljufij so bile namreč v mislih snovalcev slovenskega sistema za nadzor plačevanja cestnin. Tako je sistem sposoben poleg registrske označbe samodejno prepoznavati tudi znamko, model, letnik in celo barvo vozila, ter v primeru slovenskih registracij pridobljene podatke tudi primerjati z registrom motornih vozil. Postopek nadzora je skoraj povsem avtomatiziran. Fotografija vozila, kjer nepravilnost ni zaznana, namreč do Darsovih nadzornikov niti ne pride. Tu se ukvarjajo le s težavami oziroma, kot rečeno, ugotavljanjem resnice. Na celotnem avtocestnem omrežju imamo postavljenih 19 kamer, ki so v produkciji. Se pravi, v tem primeru je sistem napačno prepoznal državo registracije vozila. To se je zgodilo zaradi tega, ker je na vozilu imenska tablica. Ker gre za imensko tablico, je algoritem podoben kot pri avstrijskih registrskih označbah. Takoj po popravku je sistem iz registra motornih vozil pridobil tehnične podatke o vozilu in jih prikazal na zaslonu, kjer se lepo vidi, da te registrske tablice dejansko pripadajo temu vozilu. V tem primeru Škoda Rapid. Ok, tukaj pa vidimo postopek nadzora za tovorni promet. Kakšne so tukaj posebnosti? Ja, pri nadzoru tovornega prometa pa seveda poleg registrske označbe vozil in pa samega vozila preverjamo tudi število osi. Na tem konkretnem primeru ugotavljamo, se pravi zdaj, ali je cestnina plačana v skladu z zakonom glede števila osi in pa registrske tablice. Vidimo, da registrska tablica pripada vozilu iz Hrvaške. Na sliki vidimo dejansko, da gre za to isto registrsko označbo in pa seveda število osi je več kot 4 in v tem primeru ne gre za kršitev plačevanja cestnine. Tak dogodek se potem v nadaljevanju izbriše. Torej, mi smo se danes zjutraj pripeljali iz Ljubljane v Postojno. A lahko zdaj ta avto najdemo tukaj v sistemu in pogledamo njegovo fotografijo? Lahko bi pogledali v primeru, če za vaše vozilo ne bi bila plačana cestnina. Če pa je cestnina plačana, pa tega seveda dogodka v našem sistemu ni več. Celoten sistem je zasnovan na podlagi umetne inteligence, kar pomeni, da se na podlagi popravljenih napak sistem sam uči in po določenem številu teh popravkov sistem v nadaljevanju pravilno prepozna to isto registrsko tablico oziroma celo vozilo. Kaj bi se potem zgodilo naprej, če recimo tale uporabnik avtoceste ne bi imel veljavne vinjete? V nadaljevanju potem cestninski nadzorniki prevzamejo ta primer in vodijo svoj postopek. Najpogosteje izrečena globa znaša 300 evrov. Obenem pa vam bodo pri Darsu zaračunali tudi retroaktivno vinjeto, za katero bodo poskrbeli, da bo najugodnejša glede na vaše minule brez vinjetne vožnje. No, se pa situacija lahko dodatno in to precej zakomplicira, če brez vinjete na avtocesto zapeljemo večkrat. To se nam dogaja pravzaprav vsak dan. Lahko navedem primer, če se peljete iz Maribora proti Kopru, vas bo zaznalo na primer 5 nadzornih kamer. Vsaka nadzorna kamera seveda zabeleži ta vaš prehod skozi točko nadzora. Podatki se zapišejo v nadzornem sistemu, cestninski nadzornik pa je pri svojem delu na te prehode seveda pozoren in njegova naloga je, da ugotovi, ali ste vi med tem časom zapustili avtocesto ali ne. To pomeni, da če ste se peljali od Maribora do Kopra s tem, da niste zapeljali iz avtoceste dol, ne glede na to, koliko kamer vas je zaznalo, boste dobili zgolj eno globo v višini 300 evrov. Če pa vi zapustite avtocesto in se potem še isti dan vračate nazaj proti Mariboru,
pa gre za ponovno kršitev, kar pomeni, da ste se ponovno vključili na avtocesto, ponovno niste preverili, ali imate za to vozilo veljavno vinjeto in seveda gre za novi prekršek. Vsaka vožnja po cestninski cesti brez veljavne vinjete je samostojni prekršek. A veste za kakšen rekord? Vem. Najvišja globa, ki smo izrekli, je v višini 4.000 evrov. 4.000 evrov je najvišja globa, ki jo smemo izreči. Aha, to je... Kršitev pa je bilo celo bistveno več. A imate kakšne ocene, koliko voznikov se dejansko izmuzne nadzoru in se pač brezplačno vozi po avtocesti? Procent neplačene cestnine se vedno giblje okrog 1%, to smo ugotovili že pri večjih analizah. Ja, časno se, ko so v posamezni večji prazniki, Ferragosto v Italiji, seveda v tistem dnevu se morda te odstotki malce povečajo, je pa to neka konstanta, ki drži že vsa leta. Poskus brezplačne vožnje po slovenskih avtocestah se torej z 99% verjetnostjo ne bo izšel. Elektronski sistem cestninjenja je nadzorniku namreč olajšal delo, tudi tedaj, ko so vremenske okoliščine manj prijazne. V zimskem vremenu, ko recimo tablica umazana, zasnežena, kaj se tukaj v tej primeru recimo zgodi? Ja, v času zime ima cestninski nadzornik možnost, da zahteva to, da se kamera obrne v smer oddaljevanja vozila od kamere in se posnetek naredi iz zadnje strani. Sistem je namreč inteligenten in zna vozilo prepoznati tudi in cestninski razred prepoznati tudi iz zadnje strani. Tako da v času poletja, ko imamo na cesti več motornih vozil in v času, ko so napovedane snežne padavine, cestninski nadzor te kamere lahko obrne in jih uporablja nemoteno naprej. Ne glede na to pa je seveda treba povedati, da so bili cestninski nadzorniki tudi pri nadzoru plačevanja cestnine v obliki vinjete, v obliki nalepke, zelo strokovni, namreč bili so sposobni iz kolone izločiti vozilo, ki je imelo vinjeto nalepljeno na posameznih folijah, z raznimi drugimi lepili. Namreč s svojim dolgoletnim delom so seveda znali prepoznati že nadaljavo takšne anomalije. Seveda elektronska vinjeta je pa prinesla povsem drug nadzor, ki je v bistvu iz vidika cestninskega nadzornika bistveno bolj prijazen za delo in pa seveda nadzor lahko upravljamo 24 ur na dan, se pravi tudi po noči, kar je bilo to v preteklosti oteženo.